Vsako leto znanstveniki naredijo pomembna odkritja, za katera si nikoli nismo mislili, da bodo postala resničnost, in uspejo rešiti nekatere skrivnosti, ki so strokovnjake begale desetletja. Toda tudi z razvojem novih tehnologij in tehnik se zdi, da je nekatere znanstvene skrivnosti skoraj nemogoče rešiti. Zato nas bodo brez dvoma še dolgo begale. Številka 10. V zadnjem približno desetletju so znanstveniki lahko pogledali dlje v vesolje kot kdajkoli prej, zahvaljujoč najbolj naprednim teleskopom, ki so jih kdaj ustvarili, neprimerljivim vesoljskim poletom in opremi, ki lahko analizira delce z oddaljenosti svetlobnih let. Ena od odkritij, ki so jih naredili leta 2025, je strokovnjake popolnoma zmedla in nimajo pojma, kaj naj si o tem mislijo. Leta 2025 so astronomi preučevali podatke o valovni dolžini, zbrane s pomočjo teleskopa Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ko so v vesolju opazili nekaj, česar niso mogli razložiti. Odkritje je bila skoraj popolnoma simetrična sfera, ki se nahaja nekaj svetlobnih let od Zemlje v Rimski cesti. Temu objektu pa so zdaj dali ime Teleos, kar je grška beseda za popolnost. Zdaj so ugotovili, da je sfera posledica supernove, ki se je zgodila pred kratkim. Toda to ne odgovori na vsa vprašanja o sferi. Čeprav so v preteklosti opazili takšne ostanke supernov, noben ni tako popolnoma sferičen kot Teleos in znanstveniki zato nimajo trdne razlage. Dodatne raziskave zdaj izvaja astrofizik Miroslav Filipović za Avstralske univerze Western Sydney University med drugim, v upanju, da bodo našli kakšne odgovore. On in njegovi kolegi so pojasnili, da v običajnih okoliščinah snov, ki jo izvrže supernova, sčasoma trči v druge objekte, kot so medzvezdni oblaki, zato jih običajno vidimo v nenavadnih oblikah. Zaradi tega je Teleos edinstveno odkritje, ki ga še nikoli prej niso videli. Zaradi dejstva, da so pri Teleosu opazili le šibko žarenje v radijskih valovnih dolžinah, so ugotovili, da je verjetno šlo za tip 1A supernove. To pomeni, da je bil verjetno rezultat dvojnega zvezdnega sistema, v katerem je bila ena od dveh zvezd pritlikava zvezda. Ta del skrivnosti je očitno rešen, vendar jih ostaja še veliko več. Znanstvenikom ni uspelo ugotoviti, kako daleč od Zemlje je Teleos, vendar so do zdaj podali nekaj predlogov. Če je res posledica supernove tipa 1A, je sfera oddaljena med 7175 in 25114 svetlobnih let. V tem primeru bi sfera merila med 46 in 157 svetlobnih let v premeru. To je astronomom pomagalo določiti približno starost Teleosa, ki je med 1000 in 10.000 let. To se morda zdi velika razlika, vendar imejte v mislih, da je glede na vesolje to razmeroma kratko časovno obdobje. Ker je še vedno prisotne toliko nejasnosti, je treba opraviti še veliko dodatnih raziskav, preden bomo lahko naredili natančne meritve. Prav tako je bilo predlagano, da bi lahko bila sfera posledica supernove tipa 1AX, kar bi pomenilo, da je eksplozija za seboj pustila ostanek zombi zvezde. Če je to res, bo Teleos oddaljen le 3200 svetlobnih let in bo meril 11 svetlobnih let v premeru. Nenene raziskave sfere bodo znanstvenikom omogočile boljši vpogled v začetne faze supernov. Obenem pa upajo, da bodo v prihodnosti odkrili še več podobnih pojavov, saj bi ti lahko dodatno osvetlili skrivnost Teleosa. Številka 9. Nekateri ljudje vidijo levičarstvo kot breme, medtem ko ga drugi dojemajo kot blagoslov, saj izstopajo med večino ljudi na svetu. Znanstveniki menijo, da je le približno 10% ljudi na Zemlji levičarjev, vendar ne vedo zakaj. Najnovejši podatki kažejo, da je danes na svetu približno 708 milijonov ljudi levičarjev, moški pa imajo 2% večjo verjetnost, da se rodijo kot levičarji kot ženske. To je še ena skrivnost, zaradi katere so raziskovalci zmedeni, saj se zdi, da tu obstaja evolucijski razlog. Gotovo je, da se v mnogih primerih levičarstvo prenaša od starša na otroka, vendar to prav tako ne pojasnjuje, zakaj se ljudje rodijo takšni. Vendar se nekateri otroci desničarskih staršev rodijo levičarji in obratno. Največja raziskava na to temo je bila izvedena na Inštitutu Maxa Plancka za psiholingvistiko, ki se nahaja na Nizozemskem. Tam so odkrili, da genetika res igra vlogo pri tem, da se otroci rodijo levičarji, vendar to ne pojasnjuje vseh levičarjev na svetu.
Druga raziskava, ki je bila izvedena na Nizozemskem leta 2019, je pokazala, da lahko nekateri dejavniki v zgodnjem življenju posameznika prispevajo k temu, katera roka postane bolj dominantna. Med temi dejavniki je tudi država, v kateri so rojeni, saj lahko kulturne razlike vplivajo nanje, prav tako pa tudi leto rojstva. V nekaterih primerih na dominantno roko posameznika vpliva, ali se je rodil s prekomerno ali premajhno težo, ali je bil del večplodne nosečnosti, v katerem delu leta se je rodil, ali je moški ali ženska, ter ali je bil kot dojenček hranjen po steklenički ali ne. Ko nekdo dopolni 3 leta, običajno že kaže znake, katera roka bo postala dominantna, vendar to ni vedno tako. Nekateri otroci te starosti niso kazali znakov prevlade, ne desne, ne leve roke. Zato vemo, da se bo njihova naklonjenost eni roki razviva šele kasneje. Veliko ljudi se ne zaveda, da obstaja tudi levonogost. Toda nekateri nogometaši so desničari, vendar so veliko bolj spretni pri brcanju žoge z levo nogo ali obratno. Enako velja za igralce bejzbola. Najbolj udobno jim je metati žogo z desno roko, vendar ko pristopijo k udarcu, zamahnejo s kijem kot levičarji, preprosto zato, ker jim je tako bolj udobno in imajo več možnosti, da dosežejo uspešen udarec. Potem pa so tu še ljudje, ki lahko enako dobro uporabljajo obe roki, kar imenujemo obojeročnost. To še dodatno poglobi skrivnost levorokosti in desnorokosti, saj preprosto ne vemo, zakaj se vsi ne rodimo z možnostjo, da bi enako spretno uporabljali obe roki. Številka 8. Leta 2013 so obiskovalci rezervata Royal Society for the Protection of Birds, Hamwall Nature Reserve, ki se nahaja v Somersetu v Angliji, stopili v stik z osebjem rezervata in sporočili, da so našli nekaj, česar še nikoli prej niso videli. Ko je osebje šlo raziskat, so jim pokazali čudno želatinasto snov, ki je ležala na tleh, in bili so zmedeni, kaj bi to lahko bilo. V tednih, ki so sledili, so v rezervatu in drugih delih Somerseta našli še več teh čudnih kep, vedno na travnatih območjih, vendar stran od vode. Večina kep je bila velika, približno 10 cm v premeru, kar je nenavadno glede na naravo snovi. Pričakovali bi, da boste na tleh našli velike in majhne vzorce, vendar so bili v tem primeru vsi enake velikosti. Vzorce so zbrali, osebje rezervata pa se je pogovorilo z nekaj strokovnjaki v upanju, da bi identificirali skrivnostno snov, vendar jim ni uspelo najti dokončnega odgovora. Nekateri so predlagali, da bi to lahko bila vrsta bakterije, medtem ko drugi menijo, da bi lahko šlo za nezemeljsko razlago. Prav tako je bilo predlagano, da bi lahko žele izbljuvali žabe in krastače, vendar vse te teorije ostajajo špekulativne, saj nihče ni prepričan, kaj točno je skrivnostna snov. Podobne želatinaste gmote so bila skozi leta najdene v različnih delih sveta in vsakič so povzročile vznemirjenje, saj jih nihče ni znal razložiti. Leta 2009 in 2011 so podobne snovi našli na Škotskem in v Angliji. Gmote so našli na dvoriščih ljudi, v parkih, rekreacijskih območjih in celo na otroških igriščih. Nihče pa ni znal ponuditi verodostojne razlage. Nekateri ljudje opisujejo čudne gmote kot žive, ko so jih našli, kar bi lahko podprlo teorijo, da gre za obliko bakterij. Opazili so, da so se te gmote pojavile po dežju in da so kmalu potem, ko so jih našli, izginile, kar je še dodatno povečalo vprašanja glede te že tako zmedene skrivnosti. Leta 2011 so vzorec zbrali in poslali v laboratorij na analizo, vendar so bili rezultati niso bili dokončni, kmalu zatem pa je popolnoma izginil. Nekateri so to snov poimenovali zvezdni žele, saj se pojavi le po dežju, zaradi česar nekateri verjamejo, da izvira iz vesolja. Drugi so jo poimenovali meteorni žele, ker verjamejo, da je na Zemljo prispel z meteorjem, ki se je razbil v naši atmosferi in nekako pustil, da je žele padel na tla, kjer so ga nato odkrili mimoidoči. Menijo, da ta zmotno prepričanje izvira iz filma The Blob iz leta 1958, v katerem se brezoblična, želejo podobna pošast pojavi iz padlega meteorja in povzroča kaos na Zemlji. Zato je veliko ljudi prej verjelo, da se žele pojavi le po meteorskih rojih, kar pa zagotovo ne drži. Zapisi iz 14. stoletja kažejo, da so to snov takrat imenovali astralni žele ali astromiksin, saj so tudi ljudje iz tistega časa verjeli, da ima nekaj opraviti z meteorskimi roji. Najbolj verjetna razlaga, ki so jo doslej našli, je, da gre za vrsto žabjih mrestov ali ostanke te snovi. Toda to ne bi pojasnilo, zakaj je žele običajno najden na suhem in ne bližje vodi.
Osebje rezervata je izjavilo, da je ta snov po njihovih besedah zelo čudna in da so nekateri ljudje zavrnili stik z njo. Izvajajo se nadaljne študije v upanju, da bo snov sčasoma identificirana. Za zdaj pa nimamo pojma, kaj so te čudne gmote. Številka 7. V večini primerov se znanost zanaša na ponovljivost rezultatov, ne glede na področje raziskovanja. Na primer, ko znanstveniki ugotovijo, kako sintetizirati določeno snov, kot so kemične spojine, se lahko zanesejo na to, da se bo isti postopek znova in znova uporabljal z enakim rezultatom. Vendar se je zdaj izkazalo, da to ni vedno tako. Dober primer tega je proizvodnja farmacevtskih izdelkov. Znanstveniki uporabljajo kemijo, da ugotovijo, kako je mogoče ta zdravila sintetizirati, nato pa ta postopek večkrat uporabijo za množično proizvodnjo. V večini primerov ni treba storiti ničesar več, saj se proizvaja pravo zdravilo, toda nekega dne se nekaj spremeni. Uporablja se popolnoma enak postopek kot že leta, vendar končni izdelek nenadoma ni več enak. To je znano kot izginjajoči polimorf. To se zgodi, ko se prvotna različica kristalne strukture kemikalije nenadoma spremeni in je zato ni več mogoče sintetično proizvesti. Nihče pa ne ve, kako ali zakaj do tega pride. V večini primerov je izdelek, ki ga nato proizvedejo, bolj stabilen, zaradi česar je znanstvenikom skoraj nemogoče, da bi ga pretvorili nazaj v prvotno stanje. To pomeni, da novo proizveden izdelek ne deluje na enak način kot original, v nekaterih primerih pa originalnega izdelka ni več mogoče proizvesti. To ima resne posledice na farmacevtskem področju, ker milijoni ljudi zanašajo na te metode za dostopna in učinkovita zdravila, ki jih v nekaterih primerih morajo jemati vsak dan. Kot primer, v 70. letih so zdravilo SSRI, imenovano paroxetin anhidrat, proizvajali s temi metodami. Pojavljal se je v obliki kredastega prahu in je bil učinkovit do leta 1984, ko se je pojavila nova različica. Nova kristalizirana različica se je začela pojavljati v Združenem kraljestvu po povečanju proizvodnje zdravila in izkazalo se je, da je veliko bolj stabilna kot originalna. Ko so tudi druga podjetja začela poskušati proizvajati paroxetin, so ugotovila, da ni več mogoče proizvesti originalne različice in da se končni izdelek vedno pojavi v kristalizirani obliki. V poskusu razlage tega je bila postavljena hipoteza, da je zemljino ozračje preplavljeno z majhnimi količinami paroxetin hemihidrata, kar pomeni, da bi se katerakoli oblika paroxetin anhidrata takoj pretvorila v kristalno obliko. To je izjemna in nepojasnjena skrivnost, ki si zasluži nadaljnje raziskave, še posebej, ker ima ta pojav zelo konkretne posledice. V enem primeru so antiretrovirusna zdravila, ki so jih proizvajali v 90. letih, nenadoma postala manj učinkovita, zaradi česar je bilo na milijone ljudi prisiljenih iskati alternativna zdravila za zdravljenje svojih bolezni. Da bi bilo še huje, nobena tovarna, ki jo je ta sprememba prizadela, ni bila več sposobna ponovno proizvesti izvirne oblike zdravila. Drželo se je, da so sledove nove oblike zdravila nehote vnašali v tovarne ljudje, ki so tam delali. In v nekaj tednih izvirne oblike zdravila ni bilo več mogoče proizvajati. To je privedlo do odpoklica zdravila in posledično je bilo izgubljenih kar $250 milijonov. Zdravilo so ponovno proizvajali šele leta 1998 in to le v izjemno nadzorovanih pogojih. Vendar razlog za to spremembo znanstvenikom še danes ni znan. Če v prihodnosti ne bodo mogli ugotoviti, zakaj do tega prihaja, bi lahko uvedli postopke, da bi se izognili nepričakovanim spremembam. Za zdaj pa lahko le ugibamo, kaj povzroča ta nenavaden pojav. Številka 6. Pred letom 1969 je bila Luna skrivnostna in na videz nedosegljiva krogla na nebu. In lahko smo le ugibali, iz česa je narejena in kaj bi se zgodilo, če bi človek hodil po njeni površini. Vse to se je spremenilo julija tistega leta, ko je Neil Armstrong postal prvi človek, ki je hodil po Luni. Od takrat so ljudje po njeni površini hodili še 5-krat. Zadnja od teh misij je bila zaključena leta 1972. In čeprav smo takrat na Luno poslali vesoljska plovila, nihče ni več stopil na njo. V letih, ki so minila, smo se veliko naučili o naši najbližji nebesni sosedi. Vendar so nekateri misteriji še vedno nerazrešeni. Eden od njih pa se imenuje Lunina iluzija. Povezana je s polno luno in dejstvom, da izgleda ogromna, ko vzhaja ali zahaja.
V starih časih so nekatere civilizacije verjele, da Luna dejansko raste in se manjša med svojimi fazami, pa tudi v obdobjih, ko so opazovali lunino iluzijo. V sodobnem času seveda vemo, da temu ni tako. Dejstvo je, da je Luna, ko jo vidimo vzhajati ali zahajati, tik nad obzorjem, dejansko veliko dlje od Zemlje, kot je bila, ko je bila neposredno nad nami, in sicer za več 1000 milj. Zato vemo, da njena razdalja od nas ni vzrok za to nenavadno iluzijo. To je za naše možgane težko sprejeti, saj smo programirani tako, da razumemo, da predmeti, ki so bolj oddaljeni, izgledajo manjši, kar pa je ravno nasprotno od tega, kar se zgodi pri lunini iluziji. Da je stvar še hujša, naše možgane zmede dejstvo, da je velika Luna popolnoma izostrena, medtem ko so stavbe in drugi predmeti na obzorju Zemlje zamegljeni in neizostreni, kar je nelogično. Predlagano je bilo, da naši možgani tega nočejo sprejeti in to nadomestijo s pretiravanjem, tako da nam dopovedujejo, da bi morala biti Luna večja, kot v resnici je. Poleg tega, ko gledamo Luno visoko na nebu, se ne osredotočamo na predmete na obzorju, zato se nam Luna zdi veliko manjša, saj vidimo njeno dejansko velikost. Zdi se skoraj nemogoče verjeti, da sta velika Luna na obzorju in tista, ki jo vidimo visoko na nebu, enake velikosti. Vendar obstaja način, da to dokažemo. Strokovnjaki predlagajo, da naj opazovalec, ko je Luna velika, pokrije Luno s prstom. Običajno so nekateri deli Lune še vedno vidni. Nato, ko je Luna višje na nebu, naj ta postopek ponovijo in, kar je neverjetno, bo prav toliko Lune vidne kot prej, kar dokazuje, da je lunina iluzija res le iluzija. Poleg tega bo fotografiranje Lune s fotoaparatom v teh 2 delih dneva pokazalo, da je Luna na obeh fotografijah popolnoma enake velikosti, če so nastavitve povečave na fotoaparatu pri vsakem posnetku enake. Nenavadno pri tej iluziji je, da ni popolnoma razumljena. Čeprav vemo, da gre za to, da so naši možgani prevarani, še nikoli ni bila najdena trdna razlaga za to, kaj vidimo, ko se to zgodi, ali zakaj naši možgani sploh čutijo potrebo, da ustvarijo to iluzijo. Številka 5. V zadnjih približno 50 letih je naše znanje o vesolju in objektih, ki jih tam lahko najdemo, izjemno napredovalo. Zahvaljujoč izboljšani tehnologiji smo obiskali nekatere najbolj skrivnostne planete v našem osončju in posneli slike objektov, ki so oddaljeni svetlobna leta od Zemlje. Na Mars smo spustili roverje, zbrali material z tega planeta in analizirali številne druge objekte, ki so bili odkriti šele pred kratkim. Vesolja nikoli ne bomo popolnoma razumeli, tudi če ga bomo preučevali naslednjih 100 let. Zaradi njegove prostranosti, kar pomeni, da bo vedno ostala kakšna skrivnost za razrešiti. Ena od teh skrivnosti je tako imenovani veliki privlačevalec, območje vesolja, ki znanstvenike fascinira že dolgo časa in za katerega do zdaj še ni bilo pojasnil. To je območje vesolja, ki ima dovolj gravitacije, da k sebi vleče cele galaksije in nimamo pojma, kaj je to. Veliki privlačevalec so prvič odkrili v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so astronomi med raziskovanjem začeli opažati nekaj nenavadnega. Zavedli so se, da se galaksije v vesolju ne gibajo tako, kot bi se morale, glede na hitrost širjenja vesolja. Skozi leta so odkrili, da se te galaksije očitno premikajo proti isti žariščni točki v ozvezdju Kentaver. V to območje so bila vlečene s hitrostjo več 100 milj na sekundo, nihče pa ni vedel zakaj. Takrat so predlagali, da je gravitacijska sila posledica nepredstavljivo velike mase nekje v tem ozvezdju. Toda strokovnjakom tega ni uspelo dokazati zaradi enega zelo nesrečnega dejavnika. Veliki privlačnik se nahaja na območju vesolja, znanem kot cona izogibanja, ki ni vidna astronomom zaradi astralne oblake, ki jo ustvarja rimska cesta. Poleg tega, takratni teleskopi ne bi bili dovolj zmogljivi, da bi opazovali objekt ali objekte, tudi če bi bili vidni nam. Rimska cesta in veliki privlačnik se nahajata na območju, znanem kot Lenjake supercluster. To je nepredstavljivo ogromna zbirka galaksij, ki zavzema približno 500 milijonov svetlobnih let prostora. Zdaj je bilo ugotovljeno, da je tudi naša galaksija privlačena proti velikemu privlačniku, čeprav tega na Zemlji ne zaznamo. Sprva sploh nismo vedeli za te galaksije, dokler niso uporabili infrardečih žarkov in rentgenskih žarkov, da bi prebili tančico rimske ceste. Toda tudi takrat astronomom ni uspelo niti za trenutek uzreti velikega privlačevalca.
In še danes nimamo pojma, kaj je to. A to ni ustavilo strokovnjakov in znanstvenikov pri postavljanju teorij. In nekateri njihovi predlogi so izjemno zanimivi. Nekateri verjamejo, da to ni en sam objekt, ampak da bi lahko šlo za še en skupek galaksij, medgalaktične pline ali temno snov. Ker je temna snov za nas nevidna, bi bilo smiselno, da ne moremo opazovati velikega privlačevalca. Če bi bil sestavljen iz teh delcev, vendar ta teorija še ni dokazana. Čeprav se sliši zastrašujoče, so astronomi predlagali, da bi lahko onkraj velikega privlačevalca obstajala še večja gravitacijska anomalija. Poznan je kot Shapleyev supercluster in domneva se, da prispeva k spremenjeni poti teh galaksij. To samo dokazuje, da tudi z napredkom, ki smo ga dosegli pri raziskovanju vesolja v zadnjih nekaj desetletjih, obstajajo objekti, o katerih nikoli ne bomo izvedeli, in veliki privlačevalec bo verjetno ostal skrivnost še mnogo desetletij. Številka 4. Medtem ko je vesolje skrivnost, ki nas še naprej zmede, tudi oceani na Zemlji skrivajo številne skrivnosti, ki nikoli niso bile razrešene. Stoletja so mornarji poročali, da so na morju videli in slišali stvari, ki jih nikoli niso pojasnili, in še vedno nismo nič bližje rešitvi nekaterih teh primerov. Na primer, nekateri ljudje so v morju videli živali, ki jih še nikoli prej niso zabeležili, čeprav naj bi bile večje od največjih kitov, ki so jih kdaj odkrili. Stari mornarji trdijo, da so srečali morske deklice in morske može, ki so plavali ob njihovih ladjah, drugi pa so slišali zvoke, ki niso imeli nobenega smisla. V sodobnem času so bili znanstveniki navdušeni nad nekaterimi zvoki, ki so jih posneli s sodobno opremo, imenovano hidrofoni, a tudi takrat niso mogli razložiti, kaj so slišali. Nekateri najbolj znani primeri so bloop in upsweep, dva zvoka, ki ostajata skrivnostna. Leta 1997 so slišali bloop. To je bil neverjetno glasen zvok, ki so ga nekateri opisali kot najglasnejšega, kar so jih kdaj posneli. Nacionalna uprava za oceane in atmosfero ga je opisala kot zvok, ki mu je frekvenca hitro naraščala in je trajal približno 60 sekund. Senzoji, nameščeni 3000 mil stran, so zaznali ta zvok, kar kaže, kako zelo glasen je bil. Ko so posnetke analizirali, so ugotovili, da je zvok povzročilo živo bitje. Ker pa je bil glasnejši od katerega koli živalskega zvoka, ki so ga kdaj slišali, je veliko ljudi ostalo skeptičnih. Na koncu so ugotovili, da je bloop povzročil ledeni potres. To se zgodi, ko se ledena gora hitro razpade in verjamejo, da je bila zadevna ledena gora nekje med Bransfieldovo ožino in Rossovim morjem. Nekateri strokovnjaki pa menijo, da je bila blizu rta Adair na Antarktiki. Potem je tu še skrivnostni zvok, ki so mu dali ime Julia. Poznale so ga hidrofoni, ki so bili nameščeni po vzhodnem ekvatorialnem Tihem oceanu 1. marca 1999 in strokovnjaki so bili osupli. Tako kot bloop se je zvok zaznal na opremi, ki je bila oddaljena več 100 mil, a prav sam zvok je vzbudil največ ugank. Opisali so ga kot podoben glasu ženske, ki si tiho popeva ali nerazločno momlja stavek. Zato je dobil ime Julia. Znanstveniki pa so ga takoj začeli preučevati, da bi ugotovili, od kod prihaja in kaj je povzročilo ta zvok. Natančne lokacije izvora niso mogli določiti. Najbolje, kar so lahko storili, je bilo, da so območje le zožili. Nažalost je to zoženo območje ogromno in kar je nenavadno, je zvok prihajal približno iz istega območja kot bloop. Strokovnjaki so ocenili, da izvira med Bransfieldovo ožino in rtom Adair blizu vzhodne Antarktike in pojavile so se nekatere teorije. Ker je bil hrup izjemno glasen, so bile vse majhne živali takoj izključene. Ker hrup ni imel nobenega mehanskega elementa, tudi okvarjena oprema ni mogla biti odgovorna in kmalu so se začele pojavljati teorije zarote. Ker je zvenelo kot ženski glas, so nekateri začeli ugibati, da so vpleteni nezemljani ali da je zvok povzročilo neko ogromno morsko bitje, ki ga še nikoli nismo srečali. Drugi so verjeli, da bodo pod valovi tega območja našli ogromno mesto in so celo priskrbeli satelitske fotografije, ki naj bi prikazovale veliko strukturo pod vodo. Trdili so, da gre za nebotičnik in da so slike dokaz, da mesto obstaja. Za zdaj zvok Julia ostaja nerazrešen in le čas bo pokazal, ali bomo kdaj ugotovili, kaj je povzročilo ta skrivnostni zvok. Številka 3.
Niso samo vesolje in oceani tisti, ki še naprej begajo strokovnjake, saj jih zna tudi sama Zemlja od časa do časa zmesti, na kateri živimo. Kar dokazuje dogodek, ki se je zgodil 11. novembra 2018. Okoli 9:30 zjutraj tistega dne je bil v več državah po svetu zabeležen nenavaden ropot, ki se je zdel, kot da prihaja iz tal, in znanstveniki so hiteli ugotoviti, kaj ga je povzročilo. Ugotovili so, da je izviral približno 24 km od francoskega otoka Mayotte, nato pa se je razširil proti afriški celini na Madagaskar. Seizmični senzorji so zaznali dejavnost v Keniji, Etiopiji, Zambiji, Čilu, Novi Zelandiji, na Havajih in v Kanadi. Senzorji, oddaljeni celo do 1600 km, so bili sproženi, po nekaterih virih pa so seizmični valovi trajali celih 20 minut. Nenavadno je, da nihče ni poročal o tresljajih v tleh, dejavnost pa so zaznali le ti senzorji. Kljub temu bi tresenje skoraj ostalo neopaženo, če ga ne bi tistega jutra opazil en človek, ljubiteljski navdušenec nad potresi, ki je zaznal dejavnost na svoji opremi. Komaj je verjel temu, kar je videl, zato se je odločil, da bo svoja odkritja objavil na svojem profilu na družbenih omrežjih. Njegova objava je hitro pritegnila pozornost raziskovalcev, strokovnjakov in drugih ljubiteljev, ki so takoj začeli preiskovati dogodek. Še preden so bile kakršnekoli informacije objavljene, so ljudje začeli ugibati, kaj bi lahko povzročilo seizmične valove. In kot je pričakovati, so bile nekatere njihove teorije na meji smešnega. Eden od uporabnikov je predlagal, da se bo svetu razkrila velikanska morska pošast, vendar je bila njegova teorija večinoma prezrta. Drugi so menili, da bi to lahko bil rezultat velikega meteorita, ki je udaril v Zemljo, ali pa da so valove povzročili silovit izbruh vulkana pod oceanom. Goran Ekstrom, ki prihaja z Univerze Columbia in preučuje nenavadne potrese, je medijem povedal, da v svojem življenju še nikoli ni videl česa podobnega. Vendar je tudi poudaril, da bi lahko bil vir valov precej vsakdanji. Skoraj 8 let kasneje pa znanstveniki niso nič bližje razumevanju, kaj je povzročilo ta seizmični dogodek. Gotovo je, da to ni bil običajen potres, saj ti seizmični dogodki povzročijo tako imenovani valovni vlak. Ko se napetosti kopičijo v zemljini skorji, se sprostijo z ogromno količino energije, ki seva navzven od izvora. V mnogih primerih glavnemu potresu sledi niz popotresnih sunkov, ki so precej šibkejši na Richterjevi lestvici, vendar so lahko prav tako nevarni. Toda ta seizmični dogodek ni imel večine teh značilnosti. Med običajnimi potresi seizmični valovi potujejo v skupkih bočno ali vzdolž površja Zemlje. Med tem dogodkom so valovi res potovali po površju, vendar v bližini izvora ni bil zabeležen noben potres, zato ostaja neznano, kaj ga je povzročilo. Strokovnjake je dodatno zmedlo dejstvo, da so bili ti valovi monokromatski, saj so vsebovali le eno vrsto seizmične frekvence, namesto številnih, ki jih običajno opazimo med običajnim potresom. Signal Mayer se je zabeležil kot jasen cikcak, vsak val pa se je ponovil približno vsakih 17 sekund. Najboljša domneva strokovnjakov je, da je dogodek povzročil podvodni vulkanski izbruh, vendar zato niso našli nobenih dokazov, zato odgovori na to skrivnost ostajajo nedosegljivi. Številka 2. Med opazovanjem zvezd so astronomi naredili izjemno in nenavadno odkritje, ko so opazovali pulzar z imenom RxJN 080 644 123. Vendar ga bomo zaradi današnjega videa od zdaj naprej imenovali kar RX. Pulzarji so močno magnetizirani, vrteči se nevtroni, pri katerih so opazili, da oddajajo snopove elektromagnetnega sevanja iz svojih magnetnih polov. Toda RX se od teh razlikuje. Svetloba, ki jo oddaja ta pulzar, je infrardeča, kar pa še nikoli prej ni bilo opaženo v vseh stoletjih, odkar astronomi preučujejo nebo. To nakazuje, da vsebuje značilnosti, ki jih nima noben drug pulzar, ali pa da obstaja nek neznan zunanji dejavnik, ki povzroča to anomalijo. RX je eden izmed 7 pulzarjev, imenovanih veličastnih 7. Verjame se, da so vsi ti pulzarji precej bolj vroči, kot bi morali biti, saj so zelo stari in ne bi smeli vsebovati toliko energije, kot jo imajo. Verjame se, da infradeča svetloba, ki jo oddaja ta pulzar, sega približno 2,5-krat dlje od zvezde, kot je Plutonova orbita okoli Sonca. A še vedno nimamo pojma, zakaj se to dogaja, in astronomi lahko le ugibajo.
Nekateri so predlagali, da bi to lahko povzročil disk ostankov, ki se je oblikoval okoli pulzarja. Ta prašnati material, znan kot disk povratnega materiala, bi bil posledica supernove. Material bi bil sprva izstreljen v vesolje, nato pa bi v naslednjih letih oblikoval disk okoli pulzarja. Če to res drži, bodo morali znanstveniki ponovno premisliti način, kako razmišljajo o nevtronskih zvezdah in o tem, kako se razvijajo skozi svoje življenjsko obdobje. Potem je tu še teorija, da ta pojav povzroča meglica pulzarskega vetra. Takšne vrste meglic nastanejo, ko veter iz pulzarja odpihne ostanke supernove, pri čemer v meglici ostane votel del. Če je to res, gre za vrsto meglice pulzarskega vetra, kakršne astronomi še niso opazili, in to bi bilo res izjemno odkritje. Upamo, da bodo s pomočjo teleskopa James Webb pridobili več informacij o RX in da bo del te skrivnosti končno razrešen. Za zdaj so ga opazovali le s Hubblovim vesoljskim teleskopom, kar je pustilo veliko vprašanj brez odgovora. Omeniti velja, da so bili signali, kot je ta iz tega pulzarja, že opaženi, vendar nobenega niso opazovali izključno v infrardečem spektru. Poleg tega pulzar oddaja veliko več infrardečega sevanja, kot bi moral, zaradi česar nekateri strokovnjaki menijo, da del svetlobe prihaja od drugod. Medtem ko se večina pulzarjev vrti zelo hitro in naredi en obrat v le delčku sekunde, se RX vrti enkrat vsakih 11 sekund, kar je brez primere. A vendar bi za to lahko obstajala verjetna razlaga. Če je teorija o disku povratnega materiala pravilna, je mogoče, da so ostanki v tem disku nastali iz zvezde predhodnice, torej masivne zvezde, ki bi morala na koncu eksplodirati kot supernova. Če je ta zvezda v nekem trenutku vplivala na RX, bi se pulzar lahko segrel, kar bi pojasnilo, zakaj se vrti tako počasi in zakaj se je razvil drugače kot katerikoli drug pulzar, ki so ga do zdaj opazovali. Številka 1. Vsi smo že imeli občutek, da ponovno doživljamo določen dogodek v našem življenju, čeprav se tega ne moremo spomniti. Včasih imamo občutek, da smo že bili na določenem kraju, vendar se ne spomnimo, da bi tja kdaj potovali. To je znano kot déjà vu, občutek, da smo novo izkušnjo že prej doživeli. Vendar pa ne ve vsak, da obstaja tudi nasprotje, imenovano jamais vu, za kar znanstveniki nimajo razlage. Menijo, da se déjà vu pojavi, ko možgani doživijo nekakšno napako ali napačno komunikacijo med našimi spomini in področji zaznavanja v možganih. Veliko ljudi, ki so to doživeli, je povedalo, da so bili takrat pod hudim stresom, da so bili preutrujeni ali pa da ga je povzročilo neskladje v spominu. Nekateri nevroznanstveniki menijo, da je to povzročila naša lastna nepazljivost. Morda vidimo slikovit prizor, vendar nas nekaj zmoti in ga ne doživimo v celoti. Ko se ozremo nazaj, se nam prizor zdi popolnoma nov in zato verjamemo, da tam še nikoli nismo bili. Te razlage ostajajo špekulativne, prav tako kot možne razlage za jamais vu. To se zgodi, ko oseba vstopi na območje, ki je zelo dobro poznano, saj je tam že večkrat potovala in preživela veliko časa, a jih nenadoma preplavi občutek, da tam še nikoli niso bili. Ko se to zgodi, je lahko zelo vznemirjajoče, saj jamais vu obstaja v več oblikah. V nekaterih primerih so ljudje pogledali družinskega člana, ki ga poznajo vse življenje, a so nenadoma ugotovili, da ga ne prepoznajo. Drugi so poslušali svojo priljubljeno glasbo, a jim je bila nenadoma popolnoma neznana, kot da bi jo slišali prvič. To se morda zdi nenavadno in čudno, vendar bo večina izmed nas to doživela vsaj enkrat v življenju. Dober primer jamais vuja je, ko nekdo piše ali tipka dokument. Morda uporabijo preprosto besedo, kot je nemogoče, a nenadoma podvomijo, ali so jo pravilno zapisali. Dalj časa, kot gledajo besedo, bolj jim postaja neznana, dokler niso prepričani, da so naredili črkovalno napako, čeprav je beseda dejansko pravilno zapisana. Ko se kasneje vrnejo k njej, ugotovijo, da je pravilna in ne znajo pojasniti, zakaj so imeli to neprijetno zmoto. Večina teh dogodkov traja le nekaj trenutkov ali sekund. Vendar so nekateri ljudje poročali, da so jamais-vu doživljali več minut zapored in povedali, da so se med tem počutili zelo nelagodno. Znanstveniki še vedno niso prepričani, kaj to povzroča, vendar verjamejo, da je to povezano z našimi spomini in načinom, kako jih naši možgani obdelujejo. Na primer, če možgani obdevajo dogodek ali kraj, medtem ko smo zaposleni z nečim drugim, ga morda naslednjič ne prepoznajo, čeprav smo ga že videli.
Literatura to ne pojasni, kako lahko nekdo nenadoma ne prepozna svojega zakonca ali otroka, ali zakaj ima občutek, kot da še nikoli ni bil v svoji lastni hiši. To so skrajni primeri, vendar vemo, da se lahko zgodijo in ne vemo, zakaj. Predlagano je bilo, da bi to lahko bil rezultat težav z duševnim zdravjem, stresa ali pomankanja spanja, vendar so to zgolj domneve in nikoli niso bile dokazane. Džemajvu je le še ena skrivnost možganov, ki ostaja nerazrešena in morda nikoli ne bomo izvedeli, kaj jo povzroča. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.